Kot je bilo omenjeno, je Preteklost in prihodnost 16. knjiga v zbirki GIS v Sloveniji. Letošnja je še posebej svečana, saj je šlo za obeležitev 30 let knjižne zbirke in pa tudi samega simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji, ki se zgodi vsake 2 leti. Nekako čisto kratek oris, zmogljiva računalniška oprema, potem sodobne tehnologije zajema podatkov, recimo razni laserji, satelitski posnetki in podobno. Ter v končni fazi tudi različne kartografske upodobitve, predvsem na spletu, so temeljni gradniki geografskih informacijskih sistemov in razvoj te tehnologije je kot vedno zelo hiter in obsega različna področja. Zato je tudi namen knjige, letošnje in v bistvu tudi celotne zbirke, vedno predstaviti najrazličnejša spoznanja in novosti raziskovalcev, ki se ukvarjajo z geografskimi informacijskimi sistemi in seveda povezujejo in raziskujejo različne teme, različne tematike iz številnih področij. V knjigi, letošnji knjigi je tako recimo precej prispevkov z področji geomorfologije, hidrologije, ekologije, geografije, geodezije, prometa, telekomunikacij, kmetijstva, turizma, daljinskega zaznavanja in še bi lahko našteval. Vsem pa je skupno seveda to, da se ukvarjajo s prostorom, imajo izjemno prostorsko raziskovalno komponento. V letošnji knjigi velja morda izpostaviti uvodno poglavje, ki nekako povzema 30-letni razvoj geografskih informacijskih sistemov, kot je bil predstavljen v celotni zbirki. Seveda bi tole kratko predstavitev zaključil z vabilom, da si knjigo le pogledate, prelistate na spletni strani, je tako kot vse pretekle, dostopno tudi brezplačno v PDF obliki in na tem mestu bi se zahvalil vsem dosedanjim avtorjem in pa tudi recenzentom ter urednikom, ki so prispevali k oblikovanju te knjižne zbirke. V celotnih 30 letih je izšlo več kot 400 poglavij.